je vedno zvesta, traja za vse večnosti. Ljubezen tvoja nikoli ne obupa, nikoli me ne zapusti. Blagoslovili za to službo. Amen. Lahko stegnete svoje roke samari, da bo imela maziljenje od Svetega Duha za delo z otroki. Amen. Verjamemo, da je to ful pomembna služba, ker otroci, haleluja, tle so, amen, morajo postati Božji služabniki, Božja vojska, haleluja. Oče, hvala ti za Samaro, mi jo blagoslavljamo, pošiljamo to službo. Sarah in Abimael, you can join me in prayer. Join me in prayer. Dobro je, da ima krite staršev, amen. Cela družina s Bogu, da ti oče. Oče, hvala ti za pomaziljenje na nje, da te in deluje na vse otroke in se takne z Božjo ljubeznijo. Oče, naj tvoji darovi Svetega Duha počivajo na njem. Dajmo se pogledati Rimljanom 5.5. Rimljanom 5.5. A ima kdo od vas ful upanja danes? A imaš ful veliko upanje? Dobro razmisel. A imaš ful upanja? Ker upanje je ful pomemben, haleluja, amen. Ker ti vera je manifestacija tega, kar upamo. Amen. Se pravi, če zgubiš upanje, pol si v potrebi res, da te Bog dvigne, da priješ pred njega na nadnaraven način, da se ti nekaj zgodi, zapri se sam v sobo z Bogom, nekaj naredi. Poglejmo Rimljanom 5.5. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Se pravi, tukaj vidimo, da imamo lahko izredno veliko upanje, ker vemo, da je Božja ljubezen že izlita v naša srca. Amen? In mi dostikrat narobe molimo, Bog, daj mi še ljubezni, daj mi večjo ljubezen. Ne, ti jo moraš samo odpakirati. Amen? Božja ljubezen, če še nisi sprejel Jezusa, pol jo ni v tvojem srcu, je samo okoli tebe. Ampak če si predal Jezusu svoje življenje, pol je prišla v tebe njegova nadnaravna ljubezen. Amen? In zato, da vem, kaj se tebi zgodilo, ampak jaz ena prvih stvari, ko sem sprejel Jezusa, je, da sem lahko preživljal ure in ure z nezanimivimi, starejšimi osebami, dokler niso sprejeli Jezusa. In se tedne preživljal z enimi starimi gospemi, ka moji frendi so mu imeli poln kufer. In pa sem videl 3 gospe, ki čakajo na avtobus in sem bil z njimi tam na postaji, dokler je avtobus prišel, dokler niso sprejeli Jezusa. In sem jih imel ful rad, kada so moje mame, vse 3. Nadnaravna ljubezen. Ni me več zanimala, je človek Bosanca, je musliman ali je čisto krman Slovenc, ker takih je tak ful mal že. Ampak vse to postane nepomembno. Vse to je nepomembno. Vse. To je Božja ljubezen. Amen. Da ne govorim o tem, da sploh preklinati več nisem mogel. In potem sem se čudil, sem mislil nekaj narobe z mano, ko več ne preklinjam. Ker sem mislil, mogoče nisem več tak mačo, ko sem nehal preklinjati. Nekaj narobe z mano. In potem sem videl, da to je Božja ljubezen. In potem, ko sem prišel domov in je mama gledala kakšno čudno limonado na televiziji, mi je šlo kar na jok, ko je ona oseba trpela na televiziji. In pa sem videl, da se mi nekaj res hudega zgodilo. Da naenkrat me vse spravil v jok, ful sem postal ves nežen, ljubeč, več ne rabam enih cool frendov okoli sebe. Vsak človek mi je rado pomemben. In to cerkev, to je nadnaravno. Amen? Če se ti to dogaja, pa si v dobri družbi. Amen? Nič je narobe s tabo. Amen? Poglej to, Božja ljubezen je kje? Izlita je v tvoj srce. In naj ti povem, to ni kar en feeling.
To je več kot kakršenkoli občutek, to je nadnaravna Božja ljubezen. In pol me kdo ful razjezil in se drl name in sem mislil, kaj je z mano narobe, da sploh se me ne dotakne to. In sem ga gledal in sem razmišljal, lej ga Bogičlo, kako se je zdi zdaj. Pena mu bo malo pa šla na usta, ful se mi smil. Joj, ne, še malo pa se bo začel trest, kako naj mu pomagam. Tako sem razmišljal. Razumete? To je nadnaravna Božja ljubezen. Recimo mu sedu, ta ljubezen je v tebi. Cerkev in kako naj jo imamo še več? Naj ti povem, če molaš, kako bi jo imel več, naj ti povem, da v tvojem duhu je že maksimalno razlita. Več je nikoli noč imel, kako ne imaš ta trenutek. Nikoli. Nikoli. Tu, če boš 20 let v postu, brez hrane in vode, je noč imel več. Ker je že v tvojem duhu je maksimalno razlita. Lahko se pa več te ljubezni manifestira čez tebe. Amen? Amen, to si pa želimo, etko. Hočemo, da več te Božje ljubezni, da je z nami kamorkoli gremo, etko. Danes je bila ena delegacija iz krščanskega centra, iz Koroške, na obisku v Šentjurju. In zato smo bili pol tam na mest do 12 popoldne, do enih, ne vem, da je pol 3 popoldne. In sama pričevanja. In koliko je dobro poslušati nove vernike. In pol ta gospa, ki se pa ne dobivamo prav, da je dobila novo službo, vse se je dogaja, sin se je vrnil, z enim ful hudim džipom se je kar pripeljala. Razumete, vse se jim dogaja. In pol prav, na delovnem mestu, in to me pa najbolj, to se mi pa bolj vesel, kot za džipa in za sina in za vse. Je rekla, na delovnem mestu, ki je novo službo dobila, je šef začel spraševati te sodelavke tam, ja, kako to, da se noben več ne krega, odkar je ona prišla tam delati? Prej so se skozi tam kregali v službi, zdaj se noben ne more kregati. Amen, zakaj? Ker je ona tam. A razumeš, kamorkoli ti prideš, kdo je tam s tabo? Jaz sem te danes vprašal, a si sama prišla in kaj si mi rekla danes? Da je Gospod s tabo, amen. Ona ni sama prišla, ona se ni sama pripeljala, ker se je z Jezusom sem pripeljala na bogoslužje. Ful pametno je. Amen. Recimo mu se usedel, nikoli ti ni treba biti sam. Amen. Cerkev jaz resno mislim. A je tako, da prevečkrat smo sami. A je tako. Bod iskren. Amen. Bod iskren. A je tako. Prevečkrat si sam, ko nekaj delaš. A je tako. Ja, ampak jaz se tudi takrat pogovarjam. Dobro, ti, ampak zdaj drugim govorim malo. Zdaj ne govorim. Govorim zdaj normalnim nam, Etko, nekdo te pokliče in kar naenkrat te nekaj za narest in zgubiš mir in začne skrbeti in naenkrat si sam, etko. Ful, prej si bil v Božji prisotnosti, en klic pa te vrže ven iz tira in naenkrat imaš 100 idej, kako bi nekaj naredil in zgubiš pa smir, zgubiš Božjo prisotnost. In pol te začne boleti glava in kaj narediti? Ja, vrnem se nazaj, haleluja. Vedno razmisel, cerkev, mi smo poklicani, da nosimo Božjo ljubezen povsod, amen. Mi smo poklicani, da spreminjamo ta svet, amen. Da se kultura okoli nas se more spreminjati, cerkev, amen. Če ti nekam hodiš, pa se tam nič ne spreminja, narobe tja hodiš. Amen? Pričakuj več, a imaš upanje? Amen? Upanje določ, koliko velik bo Bog čez tebe deloval. Če ti rečeš, na mojem delovnem mestu so pa sami brezbožniki, ne to reč, nikoli več. Nikoli, ker ne veš, kdo je tam. Amen? Lahko je tam Billy Graham, sam ga moraš odpakirati. Amen? Čaka, da bo en verjel v njega. Amen? Čaka, da boš ti prišel na delovno mesto pa videl diamant v tem človeku. Amen? Tako Božja ljubezen hoče čez nas delovati. Če se nič ne spreminja, pa dolg časa smo nekaj narobe, moramo nekaj spremeniti. Amen? In kaj spremenimo? Poglej, kaj premalo verjameš. Kje omejuješ Boga svojo nevero. Začni ful verjeti v ljudi. Haleluja. Amen? Kaj je naš slogan? A kdo ve?
Ljubimo Boga, ljubimo ljudi. Amen, ljubimo Boga, ljubimo ljudi, haleluja. Se pravi, da moramo ful verjeti v ljudi, haleluja. Eni kristjani se toliko bojijo, da ne izgubili Božje prisotnosti, da so se čist zaprli od vseh ljudi. Ko nočeš biti prizadet, in pa si zid postaviš in rečeš, tam so ateisti, pa neverniki, pa budisti, pa anarhisti, mi smo pa tle sveto Božje ljudstvo. In si postaviš zid in ne moreš čez, in oni ne morejo na tvojo stran in misliš, da si varen. Ne ti povem, to je religioznost in sebičnost. Bog hoče zrušiti vsak zid. A lahko rečeš, Jezus zruši vse moje zidove. Če si upaš, haleluja. Amen. Kaj ne ti povem, če Bog zruši vse zidove okoli tebe, boš ti svoboden. Lahko da boš večkrat prizadet, kadarkoli prej v življenju, ampak nič te ne bo mogel prizadeti. Amen. To je paradoks, vem. Ampak ko pustiš Bogu, da čez tebe deluje, te nobene more prizadeti. Ker te on toliko bolj blagoslavlja, kot te kdorkoli lahko prizadane. Amen. Največja inštanca nebes in zemlje te je sprejela. To je Jezus Kristus. On sedi na Božji desnici. On te je sprejel. On je zaljubljen vate. Njemu si ful všeč. On skozi se razmišlja, kako bi te blagoslovil še bolj. Amen. A verjameš to? Res verjameš? A verjameš res, haleluja? A verjameš, da on res ful dober, haleluja? In da skozi se razmišlja, kako bi šlo še te boljš. Amen. Kako bi nekako prišel čez tvoj omejen da bi ti ga razširil, pa da bi ti rekel, ja, Jezus, hočem ti še več verjeti in bi ti še več razodetja sprejel njega in bi še bolj bil tak, kot Jezus, haleluja, amen. Ker cel cilj, veste, kaj je cilj naše vere? Da postanemo isti, kot Jezus. Da, kad te kdo pogleda, ve, da se je z Jezusom srečil, glihkar, haleluja. Amen. In ve, wow, koliko sem blagoslovljen, da sem se lahko s tabo srečil, haleluja. Toliko dolg te nisem videl, ampak ti nisi več isti človek, haleluja. In tako, to je pravilna rast v Božji ljubezni, haleluja. Dajmo si pogledati 1. Janezovo pismo 4, 8-12, sam še malo gremo v Božjo ljubezen. In pa bomo šli v en citat, ko verjamem, da me ga je Bog dal za danes, haleluja. Ampak ker bi samo uvod naredil, ker ful težko gre Božja ljubezen ven iz nas, če ne vemo, kaj imamo. Oziroma, če ne vemo, kdo je naš Bog. Amen. In če ne poznamo njegove ljubezni, res, haleluja. Jaz verjamem, spoznanje Božje ljubezni je največ, kar se ti lahko zgodi v življenju. Poglej si Pavlova pisma, recimo v Efežanom 3. On mol, oče, poklekam pred jaz poklekam pred očetom nebes in zemlje, po katerem se imenuje vsaka družina v nebesih in na zemlji. Ne vam da odprte oči razumevanja, da boste videli širokost, dolžino, globočino, visočino Božje ljubezni, ki presega vsako spoznanje. Se pravi, lahko si doktor teologije, magister, ne česa. Ampak Božja ljubezen, razbija vse spoznanje. Spoznanje samo napihuje. V bistvu misliš, wow, ful sem študiral Biblijo, zdaj sem pomemben človek. Ful sem usvojil toliko in toliko tečajev, sem naštudiral, MP3-ov preposlušal, prebral Biblijo od spred, od zad, od sredine in tako naprej. In zdaj pa sem pomemben. To te samo napihuje. V bistvu tebe bi mogel biti malo strah, da toliko veš in kaj s tem delaš. Tako bi mogel razmišljati. Jaz imam ful spoznanja, koliko od tega spreminja ljudi okoli mene. Amen. Koliko tega, kar jaz vem, vpliva na svet okoli mene. Amen. Tako moram midva razmišljati. Amen. Nama je dana cerkev, midva, če se zavedava ali ne, midva imamo največjo odgovornost kjergakoli človeka na zemlji. Jaz verjamem, da Bill Gates pa ostali bogataši imajo ful veliko odgovornost. Verjamem. Ker vse, kar imajo, bi mogli deliti z drugimi in reševati probleme s tem, kar imajo. Amen. To je smisel bogatstva. Ampak ne ti povem, ti imaš nekaj, ki lahko večnost ljudi spreminjaš. Ti lahko spreminjaš usodo ljudi za celo večnost. Ko nekomu samo poveš, da ga Jezus ljubi, recimo. A veš, da to za nekoga je totalna revolucija. Da samo človeku poveš, da ga Bog sprejema.
točno takšnega, kakršen je. Amen? Poglej si Jezusa. On pokliče tam enega cestninarja, recimo Matej bil cestninar, to ni bil priljubljen človek. Jezus ne pravi, spokor se Matej, ful se pokastaj, ko si res nepriljubljen človek. Ful se spremeni, pol bom videl, če lahko z mano hodiš. In če ti bo šlo ful dobro, pa da se boš res naučil pa ponižil, pol boš v moji elitni skupini 12 učencev. Nič tega, on je sem rekel, Matej, prid za mano. In pol Jezus čas je ful dragocen in najde enega Zakaja tam na drevesu, ki je ful ljudi okoli prinesel. Pazite, to je goljuf. On je 4-krat pol povrnil vsem, ki jih je ukradil. Zakaj? Ker Jezus je rekel, zakaj hočem pred tabo. Ni rekel, zakaj ti grešnik, če se ne spokoril, bo tale veja dol padla in strela bo udarila v drevo in greš direkt v pekel. Ampak če se spokoriš, pol pa grem s tabo na večer. Ne, on ni ga sploh prosil, da se spokori. On je se rekel, rad bi bil s tabo. Razumeš, Jezus nič ne zahteva od tebe. Mi skozi smisel, moram to narediti, ko se bom spokoril, ne, Bog se je že odločil in te ljubi in konc, haleluja. Ne moreš ga prepričati, da te nima rad. Lahko si največji idiot, pa te ima rad. Lahko te še pastor zavrži, pa te ima Bog rad. Lahko te mama brcne ven iz svoje zibelke in te ima Bog rad. Haleluja. On se odločil, on te ljubi, konc, haleluja. On te je sprejel točno takšno, kakšen si in konc, haleluja. Ti si za njega diamant, haleluja. Haleluja, je. A veste, zadnjič me je, predvčerajšnjem mi je en brat poslal en citat, kako je Peter pridigal, njegov prvi pridigal, on pridiga, govori, kako se Sveti Duh izliv in pol prav. Viš, kako je rekel ljudem, spokorite se in pokesajte se, da vam Bog odpusti. In kot nekaj tako kao negativnega. In to, v bistvu, mi bi mogli reformirati ta jezik. Beseda, a veste, kjer je dvesta pa ta pravi tukaj besedi? Spokor se pa pokesaj se. Prava beseda je metanoja, druga je pa obrat. Zapravo, metanoja pomeni premisel si, obrat pa pomeni zameni smer. Prej si šel v levo, zdaj pa je tu desno, haleluja. Oziroma, da nam političan, prej si šel nazaj, zdaj pa je naprej. Da je to bolj pravilno. Ok, zdaj začni v pravo smer hoditi. To je to. To je to. Prej ste verjeli, da je Jezus samo en prerok, ki je naredil napako in so ga križali, zdaj mu pa predaj cel svoje življenje in se odloči, da je to alfa in omega, ki mu bo sledil do konca življenja. In se sam okoli obrne, kam se obrne? Na Jezusa. V stari zavezi jim je bilo zapovedano, da se obračajo stran od greha. In skozi je bil greh v centru. In pol je duhovnik enkrat na leto največji lahko šel šele v Božjo prisotnost. Vmes so pa samo prekrivali greh s krvjo jagnjeta. V novi zavezi cerkvu je pa spreobrnjenje to nič drugega, kakor da se obrneš na Jezusa. In pol avtomatično nič drugega ti ne paše. Amen? In ti je totalno, tepe nelogično ti je grešiti. Vsak korak izven ljubezni te ful mot. Etko, pa ste opazili to? Ti vedno, ko grešiš, vedno te to moti. Etko, zakaj? Ker to ni del tvoje narave. Ti si nova stvar v Kristusu. Staro je minilo. Amen? In zato v Rimljani 6 prav, smatrajte sebe, da ste že mrtvi za greh in živi za Jezusa. Se pravi, ti moraš vedeti, da si najbolj ljubljena oseba, kar obstaja. V Rimljanih 8.1 prav, ni več obsodbe za te, ki so v Kristusu. Jo ni več. Amen? Ti se skozi hočeš obsojati, hudič ne hoče obsojati. Bog je pa rekel, da ni več obsodbe. Moj sin, haleluja, to bo dost. Amen? A je dost njegov sin, haleluja, zate? Ali to ni dost? Jaz mislim, da je dost, haleluja. In zdaj pogled, 1. Janezovo pismo 4, 8-11. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal. Kaj ti Bog je ljubezen? To pomeni, vsak korak, ki ga naredim izvan Božje ljubezni, sem neki hudo zamočil in tam ne bom blagoslovljen. Lahko da imam prav, lahko da sem se šel s kom kregati in sem zmagal argumenta, pa ko sem falil vse skupaj. Kaj ti Bog je? Ljubezen, amen.
Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Se pravi, kaj sploh je ljubezen? Ljubezen je, da je Jezus prišel na zemljo, odnesel je tvoj greh, ki si nisi zaslužil in zdaj hoče, da ti živiš ne v svoji moči, ampak po njem. Haleluja. Amen. In to je pa the best, cerkev. Ker če jaz živim po Jezusu, pol naenkrat ne bom več fokusiran na samega sebe, pa koliko sem dober ali koliko sem slab. A je tako, da če jaz živim po Jezusu, bom 100-krat manj grešil, kolikor, če sem fokusiran na to, ali grešim, ali ne grešim, ali sem dosti svet, ali sem manj svet, ali sem... Zakaj? Ker se bom skozi sebe vrtel. In hudič je ekspert za to. On ti bo skozi pokazal še nekaj, še to naredi, še tisto naredi. In nikoli noč dosti dober, nikoli. Jezus je pa vse to prbil na križ, prelil svojo kri. Rekel, prid za mano, haleluja. Vdihan svetega duha, haleluja. Poglej naprej, da bi živeli v njem, po njem. Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Sprav, on je že to naredil, haleluja. On ni čakal, da ga ti ljubiš. On je tebe prvi ljubil. Amen. In to je prava ljubezen. Zato naš slogan, ljubimo Boga, ljubimo ljudi, je mogoče samo zato, ker on najprej nas ljubil. Amen. Če ne, to ne bi šlo. Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Amen. A lahko malo pogledaš po te sobi? Ti si dolžen ljubiti svoje brate in sestre. Amen. Kaj pomeni ljubiti brata in sestro? Pomeni, da si aktivno vključil v njihovo življenje za njihovo dobro. Amen. Se pravi, da si tukaj, da jim služiš, da jim pomagaš. Haleluja. Amen. Amen. Nekaj ful slabo, amenete, ampak mogoče vam je to že tako ABC krščanstvo, pa nas zdaj pridigaš v osnovi, mi že to vse delamo, haleluja, bolj skrbim za druge, kot za sebe, tako. In hvala Bogu, da je tako, haleluja. Dajmo pogledati 16. vrstico. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Dve stvari opazite. Apostol Janez pravi, spoznali smo to ljubezen. Amen. Lahko prosiš Boga, ne za več ljubezni, ampak pros ga, da bi spoznal to ljubezen, ko ima on do tebe. Pros ga, da je res, izzivam te, kar je bilo. Če se kdaj počutiš, kot da Bog ne skrbi za te, včasih se počutiš osamen, pros ga, Bog, daj, da spoznam, koliko me ti ljubiš. In cel svet se ti bo spremenil. Ker če ti res poznaš, da te Bog ljubi, in pol kaj je naslednji korak, in verujemo vanjo, pol še lahko veruješ. Ti nam moraš nekaj verjeti, kar ne poznaš. In zato je ful težko človeka spreobrniti. Ful težko. Lahko ga pripraviš do ne vem kva, da ponavlja za tabo, da postane en robot, tako kot ti hočeš. Ampak nič ne bo iz njega, cerkev. Če on sam nima spoznanja, da ga Bog ful ljubi, amen, in da pol verjame v to ljubezen. Se pravi, da živi vsak dan tako, kot da je najbolj ljubljena oseba na svetu. Amen? In pol, ko priješ, kamorkoli priješ že, haleluja, tiče vse, na te imajo ljudje radi, ali ne? Mislim, ni tiče vse, fajn je biti ljubljen, ampak niti toliko pomemben, tako, nisi odvisen od tega, ne napajaš se od ljubezni drugih ljudi, amen? Ker si že napojen, amen? Ti si prišel dati. In kaj se ti zgodi, ko daš? Dajte in se vam bo dalo, amen, haleluja. Hočeš vzeti, imaš še manj, tako. Hočeš stiskati, zadržati zase, imaš še manj. Jezus je rekel v Lukatu 6:38, dajte in se vam bo dalo. Mero, zvrhano, tlačeno. In to dostikrat se govori, kadar se pobira prostovoljnih prispevkov, kaj tazga. Ampak ne vam povem, to velja za vse stvari. To je univerzalni Božji zakon. Tako, če jaz ta kozarec zdaj spustim, se ga ne bom, ne se bate primer, ampak meni ga ni treba dol vršiti. Jaz dosti sam, da ga spustim, pa bo sam dol padel. Zakaj? Ker obstaja zakon gravitacije. In isto je zakon, da če si nekaj dal, da boš sprejel. To je zakon. To je pa zakon. In zdaj daj ljubezen. Amen. Daj ljudem ljubezen. Haleluja. Amen. Amen. Povej mi, da so ful ljubljeni. Povej, poznam eno osebo, ki je naredila ogromno zate, haleluja.
Dober je z Božjo modrostjo iti do ljudi in z Božjo ljubeznijo. Haleluja. In zdaj poglej naprej. Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. In to je the best. Amen? Se pravi, če jaz hodam v ljubezni, in kaj je nasprotje v ljubezni? Kdo ve? Bravo, strah. Zato, ker vidimo v Timoteju, ne prva ali druga, Timoteja 1:7 piše, Bog nam ni dal duha strahu, to je demon, ampak duha moči, ljubezni in zdravega razuma. In potem Janez naprej govori, v popolni ljubezni ni strahu. Amen? Se pravi, vsakič, ko si se ti nekaj ustrašil, ko se bojiš, joj, kako bomo zdaj to rešili? Ne vem, kva bo zdaj z mano. Joj, lahko Bog to mojo situacijo zdaj spravil v en red po kontrolu. Vsakič, ko tako hodiš izvan Božje ljubezni. Ne zlahka jemati strahu pa skrbi. Ker to je ena od stvari, ki je Jezus zapovedal, je rekel, ne skrbeti. To je prav zapoved v novi zavezi. V stari zavezi imate drugo, v novi imate bolj te praktične. Ne skrbeti. Okay. Lahko se držiš 10 zapovedi, pa skozi skrbiš in dobiš raka in umreš, ne da bi karkoli dobrega za Boga naredil. Etko. Ti moraš hoditi v Božji ljubezni. To je wow. Haleluja. Ljubezen med nami je postala popolna v tem tako, da imamo zaupnost na dan sodbe. Haleluja. Amen. Cerkev, jaz moram biti vsak čas pripravljen, da pridem na Božjo sodbo brez strahu. Ti, ko pomisliš zdaj, če bi ti jaz rekel, čez 1 uro boš na Božji sodbi, pa bi takoj razmišljal, kva je že vse narobe z mano, kjer je grehe sem že vse pozabil izpovedati, koga vse moraš še poklicati, pa se jim upravičati, komu moram denar vrniti, kva moraš še vse popucati, pospraviti v svojem stanovanju. To živiš narobe. To narobe živiš. Če hodiš v Božji ljubezni, ode vse stran, ker ni Božja ljubezni. Daj stran. Zdaj, ne čakati na sodbo. Amen? Vse daj stran. Haleluja. Imaš nekaj v svojem stanovanju, ki ni Bogu polil, vrh stran. Imaš ljudi v svojem življenju, ki jih ne bi smel imeti, odreci jih. Haleluja. Amen? Imej samo to, kar je Bogu všeč v svojem življenju. Amen? Vse drugo ti samo krade življenje. Ne te povem. Kjerkoli delaš kompromis, to te ubije na koncu. Zakaj? Ker noter je hudič skrit. V eni prijazni osebi, ki te vleče stran od Boga, not je skrit hudič. V enem predmetu, ki ni po Božji podobi, v tvoji hiši, not je skrit hudič. V eni skriti želji, da bi ne vem kva prevaril ženo, ali uspel na krivičen način, ali karkoli, za čimerkoli se pehaš, ker ni Jezus, not je skrit hudič. Amen. Tega se res čuprej. Zakaj? Ker ljubezen je med nami popolna tako, da imamo zaupnost na dan sodbe. Okay? Amen. Sprav. In zdaj poglej, ful radikalen citat, ko ga samo Sveti Duh lahko spravi v Biblijo. Poglej, kaj piše. Kaj ti kakor on živi zdaj, tako živimo tudi mi na tem svetu. Se pravi, Božja beseda ti pravi, in mi dostikrat govorimo, poglej, kako je Jezus živel. Amen. Zdaj, boči ti tak, poglej v evangelih, kako se on obnaša in ti se tako obnaša. In to ni slabo. Ok, on nam je zgled, ampak nekaj povem. Božja beseda pa pravi, da tako, kako Jezus zdaj živi, in kako on zdaj živi, on je na prestolu, na vsej slavi. Niti eno sekundo noben kamen v njega ne prleti. Nič ni bolan, nič ni lačen, nič ni v težavah, nič ni utrujen. In tukaj piše, tako kot živi on, zdaj tudi mi živimo na tem svetu. Amen? Se pravi, če Jezus hoče Ljubljano odrešiti ali pa Slovenijo, to dela čez tebe. Zdaj, če bi kdo, da Jezus je rekel Filipu, ko je Filip rekel, daj pokaž nam očeta, halo, toliko dolgo smo že s tabo. In mu je rekel, kdor je videl mene, je videl očeta. Amen? In tako bi ti mogel reči, ko ti sprašuje, pa kje je Jezus, bi mogel reči, a si bil dolg z mano? Koliko dolg me že poznaš, a še zdaj nisi videl Jezus? Da odpri oči, haleluja.
A nisi videl, kako si zanč padel ven, pa te nisem udaril. Haleluja. A ni vidiš, koliko si mi dolžen, pa sem ti vse odpustil. Amen. A ni vidiš, koliko si smotan, pa ti še vedno pomagam. Haleluja. Amen. Pa še vedno grem stavil, pa ti plačam kufe in tako naprej. Amen. Ljudje bi mogli videti Jezusa v nas. Amen. Ker tako kot on živi, tako smo zdaj mi na tem svetu. In ne vam povem, ta znamenja, ki spremljajo vernike, to je samo za zraven. Haleluja. Govorili bojo nove jezike, izganjali bojo demone. Če kaj strupenga spijo in ne bo škodovali. Polagali bojo roke na bolnike in bolniki bojo mogoče, en od 5 bo zdravel. Ne, piše, bojo zdraveli, konc. Dajmo si što pogledati. Marko 16, 17. Recimo mu sedem med tem, ko iščemo. Božja ljubezen je izlita v tvoj srce. Haleluja. Ok, pogledajte tole. Tiste pa, ki verujejo, bodo spremljali ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali zle duhove, govorili bodo nove jezike. Gremo naprej. Kačo bodo prijemali, če izpijo kaj strupenega, ne bo jim škodovalo. Na bolnike bodo pokladali roke in ozdravijo. Amen? Sploh ni vprašanja. Jaz bi rad rekel, da mi v petek smo imeli večerjo za zakonce in hvala Bogu, en par je prišel, najna soseda, ki je gospa slišala, jaz jo še nikoli nisem videl, pa samo 2 kilometra stran od nas stanuje. Ampak pač morate razumeti, Fransko je ogromno mesto. In ona je slišala, da Jezus uzdravlja preko nas. A ni to da best? In noben zdravniki ni mogel pomagati. Ta rakasta tvorba v želodcu ni šla in ni šla strani. Imela je preiskave in nič ni pomagali. In pol je kdo rekel, pa se je Klemen, ja, iz Vranskega, to je tam pri tebi, da je pet in je dal moj telefon in je bila ful vesela, da smo si sploh vzeli čas za njo. Ker ne šteka, da zato smo na zemlji sploh. Jaz sem sam zato na zemlji, da se lahko čas za ljudi vzamem, nič zaradi drugega. Haleluja. Amen. Ne za kva ste tle, ampak jaz sem za ljudi tukaj. Če ne bi šel že gor. Amen. In je sprejela pač moč Svetega Duha, začela govoriti o novih jezikih in fule se skuril se v rak v njenem želodcu in je ful lahko jedla normalno, nekaj smo imeli, nekaj 10 karov naredila. In pol je poklicala, da je šla na izvid in da raka ni več. Amen. To gre stran, amen, to je normalno, amen. Jaz bi rad rekel, da vsak za kogar sem molil je uzdravel tako raka, ampak ni res. Na enemu sem bil na njegovem pogrebu, ko sem molil za njega. In je prišlo 400 ljudi na pogreb in se je rekel, haleluja. In pa sem vsem lahko povedal, da je človek, ki je glikar umrl, da sem ga Jezusa pripeljal. Je sprejel Jezusa in pa sem z vsemi na pogrebu molil, da sprejmajo Jezusa. Haleluja. Amen, in spet, tudi če padeš, nekaj pober, če si že na tleh. Etko. Popolna Božja volja ni, da kdorkoli v bolan umre. Božja volja je, da umreš zdrav in sit svojih let. In da si vse izpolnil, kar ti je Bog dal narediti, če takrat lahko umreš. In še takrat moraš umreti zdrav. To je popolna Božja volja. Ampak Božja volja je pač, se ne zgodi vedno, etko. Zakaj? Ker je bitka, je vojna, etko. Je bitka za naš bitka je za življenje ljudi. In če nekdo ni uzdravel, ko se molil za njega, pozab čim prej, in se obnaši, kada je. Amen. In ko boš za naslednjega molil, recimo, da si za 50, a je kdo od vas že za 50 ljudi molil? Lahko sem dviš lahko, če si že za 50 bolnikov molil, odkar si kristjan. Da si molil za 50 bolnikov. Ali pa več, dobro, če si za 500, tudi lahko dviš lahko, nima več. In zdaj, predstavljaj si, a je vsaj en od njih uzdravel, ko si molil. Je. A je kdo, da nobeni, da si za 50 ljudi molil, pa niti eni vzdravel? A je kdo tukaj? Noben. To so ful dobre novice. Haleluja. Pa to je pa mega novica. Dajmo še več moliti za bolnike cerkvu. Amen?
To je pa dobro, a vidite, noben od teh, ki je za 50 ljudi molil, ni doživel, da niti en ne bi ozdravel. Amen? Je pa res, da niti en od njih ne bi ozdravel, če oni ne bi modlili za njih. Amen? Pa ne bi. Edini način, da nobene ozdravi, je, da ne moliš za njih. Pa si pa na dobri poti. Da imaš 100% uspeh. Za kogarkoli. A veste, da jaz na ekonomskem faksu sem imel 100% uspeh. 100%. Niti enega izpita ni, da ga nisem naredil, če sem ga šel delati. Problem je v tem, da sem šel samo 2 izpita delati. Ampak sem imel 100% uspeh. Ampak kaj mi to pomaga? Tako, diplome na koncu nisem imel. Razumeš, noš imel diplome, če te je ful strah. Razumeš, če se bojiš, vera v Božjo ljubezen te bo gnala v to, da ful tvegaš. Če hodiš v ljubezni, boš ogromen tvegu. Ful boš tvegu. Skozi se boš izpostavljal. Jaz si dostikrat rečem, pa kva nisem bil tih. Ful sem bil prepričan, da če bom te osebi govoril, bo pa the best, bo oseba sprejela, sem bo zdrav, na koncu me pa sam krega se z mano, pa mi sam probleme zdaj dela. Kva nisem bil tih, pa uživ v svoje življenje. Ful sem imel fajn zjutraj, ko sem vstal. Ampak ne moč biti tih, tako, Božja ljubezen te preganja. Apostol Pavel je rekel v Rimljanih, on je rekel, ne točno kjer poglave, ampak on je rekel, jaz sam si želim, da bi bil preklet za vas. Sam da bi vi, jaz sam si želim, da bi bil ločen od Kristusa, sam da bi vi prišli k Kristusu. A ni to strašno, haleluja? Kakšno ljubezen je ta človek imel? A zdaj vidite, zakaj ga je Bog toliko lahko uporabil. Amen? Amen. To si želel, haleluja. Da Božja ljubezen čez tebe, da se ful ljudi dotakne. Amen? Nima veze, koliko dolgo si sprobanen. Ne ti povem, en prvih evangelistov, če ne celo prvi v Bibliji, ni imel nobene teološke izobrazbe. Nobene dobre zgodovine ni imel, nobenih dokazov ni imel, da je on sposoben. Njegovo ozadje je bilo strašno. Veste, kdo je to bil? En prvih evangelistov, če ne celo prvi. V evangeliji, ko ga je Jezus poslal evangelizirati celo mesto. Ko mu Jezus zaupal nalogo, da cel mesto pripelje v evangeliji. Bravo, Luka. Obseden tip, ki je imel legijo demonov. Ki je imel toliko demonov, da so svinje skočile tja not in pol je bil osvobojen in so se vsi čudili, kako je zdaj človek normalen in zdaj Jezus pravi, moj evangelist, haleluja. To pa ni normalen evangelist, to je evangelist na nivoju celega mesta. Amen? To je pa, in človek, Jezus mu niti v biblično šolo ni pustil. On je rekel, jaz se grem s tabo, prav ne, ti narabiš biblične šole. Jaz pa refuziram. Rekel, ne, tle bo, ti si že opremljen. To je to, lej, ti si pripravljen. Amen, aleluja. Recimo vse, ti si pripravljen. Amen. A si bolj pripravljen kot un obsedenci? A si ali nisi, haleluja. A dleča, je Jezusa poznal samo par minut. Samarijanka tudi. Je tudi Samarijanka, amen. Samarijanka je bila pripravljena, vmes, ki je 5. zakon razdirala. Pa si predstavljaš. Midva je niti čez vrata ne bi spustila, tako. Bi rekel, marš van, sprobanem se. Amen, ti si ful, vso cerkev bi pustila, pazite, Samarijanka je tle, žene, čuvite svoje može. Jezus rekel, wow, to je pa ta prava ženska. Ta je ta prava, tole je moja evangelistka. In kaj se je zgodil? Cerkev ženska je povedala vsem za Jezusa. In kaj se je pa zgodil? Samarija, ful sovražno mesto do Židov. Kaj se zgodi? Filip pride tja, par let kasneje. In cel mesec, cela Samarija se spreobrne. Zakaj? Ker Samarijanka že posejala semena. In pol je Filip, haleluja, demoni izhajajo iz ljudi, velika radost je prišla, celo mesto je sprejelo Jezusa. Recimo vse, ti si pripravljen? Ti si pripravljen? Da lahko ljubiš vsakega človeka. Amen? Cerkev, dajmo ljubiti ljudi v Božje kraljestvo. Mogoče slovnično ni pravilno, ampak vsem.
Dajmo ljubiti ljudi v Božje kraljestvo. Ne jih obsojati v Božje kraljestvo. En ljudje mislijo, če bojo prepričali ljudi, da so grešniki, pol se bojo spreobrnili. Probi ljubiti ljudi v Božje kraljestvo. Jaz vidim samo eno vrsto ljudi, da je Jezus obsojil, pa da jim je greh naprej metal. In farizejem, amen. On nikoli grešniku ni rekel, ti si grešnik. On je vedno prišel z ugorem. Največji grešnici v Samariji prav, a mi daš malo vode za piti. Ful je Božja modrost uporabil. Čisto je na forum vrgu, da ona njemu zdaj služi. V bistvu sploh, da on kontaktira z nečistnico, je vsa pravila je uničil. Vse je zlomil, vse je religije, predsodki, vse. In ženska, a razumeš, maj rad ljudi, če jih nobene mara, toliko večja šansa zate. Toliko bolj bo videl, wow. Toliko lažji plen so za Božjo ljubezen. Toliko lažji, haleluja. Amen. Hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti za tvojo ljubezen, ker je razlita v naša srca po Svetem Duhu. Oče, jaz molim, da ta teden narastamo v spoznanju te ljubezni in da jo verujemo tako, da jo nesemo sabo posod manifestirano v svojem življenju. Oče, hvala ti. Oče, molim, da nam govoriš. Kjer je ljudi si dal okoli nas, ki jih samo mi lahko dosežemo. So ljudje, haleluja, ki jih moramo poklicati ta teden, ki jih moramo pomagati ta teden, ki moramo moliti za njih. So ljudje, ki jih še ne poznamo, ki jih ti hočeš pripeljati na našo pot ta teden. Cerkev, jaz sem prepričan, da Bog ima toliko ljudi. Zakaj? Ker piše, da Jezus ni prišel nazaj še zaradi tega, ker hoče, da se vsi odrešijo. In Pavel prav, pospešujte njegov prihod. Kako? Tako, da oznanite evangelij. Hvala te, Oče. Ne bomo toliko občutljivi na to ljubezen, kot je Jezus. Haleluja. Poglej Jezusa. On je bil toliko občutljiv. In ne ti povem, Božja ljubezen, to ni kar nekaj. To je občutljiva stvar. Ti lahko čutiš, ko gre čez tebe. To je maziljenje. Jezus v množici ljudi je bil toliko fokusiran na Boga, amen, na Božjo ljubezen, da kad se ga ena ženska dotaknila vse te množici z vero, je moč stekla iz njega in ozdravila žensko, ki je 12 let imela krvotok in je bila že pri vseh New Agerih in čarovnikih in bioenergetikih in je ves denar zmetala že za te zdravilce in ji nič ni pomagala. In pol si je rekla, ko je slišala za Jezusa, če se ga samo dotaknem roba njegove obleke, bomo zdravela. In koliko lahko bi bilo zgrešiti ta trenutek, če bi bil Jezus fokusiran, joj, kako bom nahranil vse te družine 12 učencev, Petru sem rekel, ne gre za mano, zdaj pa njegova mama lačna doma, še taščo moram zdaj uzdravljati. Pa. Razumeš? Ne tako živeti, haleluja. Ne biti zaskrbljen, kako ti bo šlo v šoli, kako ti bo šlo v službi, a boš dosti hiter, a boš dosti dober, to je vse narobe. Amen. Jaz bi te rad izval hod v Božji ljubezni. Amen. Tu, če imaš ful težko službo, pa moraš biti ful fokusiran, ne oddelati sam. Amen. Povabi Jezusa, ne zgubljati, bod občutljiv na njegov glas. Lahko si najbolj zaposlen, se te hoče ena oseba z vero dotakniti. In zdaj gre za večnost, a se boš odzval na to, ali boš še rekel, maja, nima časa. Ti imaš čas, ker zaradi tega si na zemlji. A lahko rečeš, jaz sem na zemlji zaradi ljudi. Da lahko videl Jezusa čez mene. Da lahko Božja ljubezen teče čez mene. In ta teden bom poslušal njegov glas. In bom imel srce za ljudi. Da se jih Božja ljubezen dotakne čez mene. Hvala ti, Jezus, za žetev. Pošli mene v tvojo žetev. Opolnomočen ga s tvojo ljubeznijo. Amen.